Lepo pozdravljeni. Letos so to 44. nagrade gospodarske zbornice in podelujemo jih v časih, ki so predvsem zaznamovani z ocenami in izrazi, kot je kriza, v zadnjem času celo recesija, se pravi v neki klimi, za katero prevladuje predvsem prepogosto črnogledost, celo obupanost in vtis, da podjetja in gospodarstvo nimajo prihodnosti in da tudi nimajo pravih odgovorov na izzive, s katerimi se soočajo. Veseli me, ker imamo letos v teh razmerah odlična podjetja, ki svojim dolgoletnim delovanjem upravičujejo to, da se bodo, kot pravimo, na steni slavnih v domu gospodarstva pridružili vsem dosedanjim imenom. Podjetja, ki so tudi v obdobju recesije, slabših pogojev na trgu uspela rasti, se razvijati, biti inovativna, podpirati tudi nova delovna mesta, ustvarjati boljše poslovne rezultate in imeti tudi visoko stopnjo družbene odgovornosti. To so letošnji nagrajenci gospodarske zbornice. Prepričan sem, da bomo nagrade gospodarske zbornice imeli tudi v prihodnje, ampak tudi tokratno priliko izkoriščam za to, da imeti odlične in najboljše ni nekaj samo po sebi danega. Ne samo, da se morajo ta podjetja in njihovi vodje posebej potruditi za to, da doseže dobre rezultate. Mi pričakujemo tudi hitrejše in odločnejše spremembe, ki bodo omogočile, da ne bodo samo najuspešnejši in najboljši, se pravi najbolj talentirani med nami tisti, ki bodo uspešni in dobivali nagrade, ampak da bodo pogoji poslovanja v Sloveniji taki, ki bodo omogočali kar najširšemu krogu gospodarskih subjektov dobre poslovne rezultate, s tem pa seveda potem tudi polno blagajno države in različnih skladov, okolja, boljšo zaposlenost v državi in s tem tudi socialna stabilnost. To so naši cilji, ki jih zasledujemo in upam, kot rečeno, da bodo v prihodnje tem nagrajencem sledili še novi. Vsem nagrajencem se pa tudi v tej priliki še enkrat najiskreneje zahvaljujem za njihove dosedanje dosežke in jim želim to vrste dosežke tudi v prihodnje. Hvala lepa. Hvala lepa. Novinarkam in novinarjem ostali prisotni na našem dogodku. Upravni odbor Gospodarske zbornice je junija 2011 imenoval novo 7-člansko komisijo za nagrade Gospodarske zbornice Slovenije, v kateri so bivši nagrajenci in predstavnica Gospodarske zbornice. Predseduje ji Janez Škrabec, direktor RIK-a. Glede letošnjih nagrad želim izpostaviti, da je komisija z namenom motivacije menadžerjev in zaradi nacionalnega pomena same nagrade, ki je najstarejša slovenska menedžerska nagrada, ponovno odprla možnost kandidiranja vseh gospodarskih družb v Sloveniji, ne le članov Gospodarske zbornice. Komisija je letos tudi posodobila merila za ocenjevanja in dala večji poudarek razvojnemu sodelovanju, še posebej z razvojno-raziskovalno sfero, varovanju intelektualne lastnine, izvozu na zahtevne trge, sodelovanju v evropskih programih in vključevanje v slovenske EU razvojne iniciative. Dodali smo tudi nova finančna merila. Na osnovi te vse 96 meril, ki je uporabljala komisija v postopku ocenjevanja, smo decembra na 5. seji izbrali 10 letošnjih nagrajencev, ki prihajajo iz 9 podjetij. Koristim priliko in v imenu svojem, kako tudi v imenu komisije, še enkrat čestitam za to prestižno nagrado. Ja, lep dober dan tudi v mojem imenu. Skupaj bi lepo pozdravil. Gospa je že v uvodu povedala, s katero dejavnostjo se mi ukvarjamo. Seveda to ni vse. Mi smo leta 1996 začeli dejansko v sestrini garaži z telefonom, mobilnim telefonom in avtomobilom.
Od samega začetka je bil prisoten tudi moj oče, ki je bil sicer že takrat v pokoju, ampak je še danes pri svojih 73 letih dokaj aktivno, vsak dan pride v službo in tako naprej. Podjetje je zraslo, praktično v začetku smo bila 2, sedaj nas je nekje 23, z pogodbenimi delavci in z vsemi servisnimi izpostavami, teh imamo 8 po Sloveniji, nas je pa nekje v sistemu od 40 do 45, odvisno pač od situacije, kako je z delom. Dejavnost smo v vseh teh letih razširili tudi na ostale branže. Začeli smo, tako kot je gospa rekla, z kamionskimi dvigali, s prodajo teh dvigal, servisiranjem in montažo. Sedaj pa imamo tudi v programu zelo močno razvito gasilsko opremo, se pravi, nadgrajujemo gasilska vozila, nadgrajujemo vojaška vozila, nadgrajujemo civilna zaščita, recimo potem razni transportna podjetja. Dejansko vsi, ki se ukvarjajo s pretovorom blaga nekje v Sloveniji, so naši kupci. Pozdravljeni vsi skupaj. Podobna zgodba je bila pri nas kot pri gospodu Biolu. Začel sem okrog leta 80 v podjetju, ko sem ga bil od mojega očeta. Mi se zdi, da je bilo da so bili zaposleni 3 delavci. Prihajam iz Šentruperta, verjetno niti ne veste, kje to je. Velikrat sem se pošalil, pa me je kdo vprašal, kje to je. Sem rekel, to je tam, ko se svet neha, ker dejansko je res, da tam med naše firme gre cesta, ki ne vodi nikamor. Tam se v hribih zgubi in zato verjetno si ne predstavljate točno, kje je to. Bili smo ves čas zelo uspešni, firma se je širila in mi bi se še širili na tem prostoru, pa smo se večkrat malo pohecali pa ponorčevali, da ne smemo več širiti naše firme, če ne bo večja kot naša vas. In zaradi tega smo začeli kupovati podjetja po Sloveniji. Najprej smo kupili našega konkurenta, to je podjetje Plama Termoplasti na Primorskem iz Podgrada. Podjetje je bilo v velikih težavah, bilo je v prisilni poravnavi. To podjetje je dal se, mislim, da je eno najuspešnejših v Sloveniji in direktor tega podjetja je lani dobil to nagrado, sprav prej kot jaz. In jo je tudi bolj zaslužil, verjetno, kot jaz. No, potem smo kupili iz naše, bi rekel, iz naše sosedne vasi podjetje Dana Mirna, to je pijača, to nima nič veliko z plastiko, ampak firma je bila tako v težavah, direktor pa komercialni direktor sta enkrat k meni prišla, pa sta rekla, ti bi lahko to kupil, imaš toliko denarja, mogoče bi pa kako to firmo rešili in tudi tle nam je uspelo. Dana je danes veliko bolj znana, kot je bila takrat, firmi v redu gre, sicer so še malo kratki s profitom, ampak ga pa imajo vsako leto. Upam, da ga bo v prihodnosti še več, to pa zavesi, če ste več popili naših izdelkov, kot od vas. No, istočasno kot Plasta je v podjetje raslo še eno podjetje, to je podjetje SEP, to je joint venture firma, ki smo jo ustanovili zaradi tega, da ker so nas klicali iz Revoza, da rabijo dobavitelja za pihane dele iz plastike, to so rezervoarji za vodo in ker direktor nabave je gospod Quilro, je rekel, da to preveč stane, če vozijo iz Francije. No, potem me je obiskala ena simpatična gospa, ki je bila zelo presenečena, da govorim francosko in je takoj me izbrala, ker je celo Slovenijo pregledala, ki je kdo, ki dela pihano plastiko in je takoj izbrala nas za partnerja. Tudi to podjetje je uspešno, je prejemnik večkraten gazel, tudi srebrne gazele na nivoju Slovenije, ne vem, kjerega leta že. No, jaz sem bil nekaj časa direktor, potem sem pa postavil drugega.
v bistvu prvega delavca, ki je bil zaposlen v tej firmi SEP, to je gospod Edmund Pal, ki je še danes direktor in bo v kratkem tudi moj partner. Jaz sem bil polovičen lastnik, zdaj sem pa verjeten, prejšnji teden se bo dogovoril z gospo, ki je rekla, da naj bi več delala, pa da bi jo izplačali. V zadnjem času smo tudi kupili firmo Plamapur z enimi partnerji, te iz Ljubljane. Tako da se je naše podjetje v bistvu zelo razširilo. Imamo se pravi 3 tovarne v Mirnski dolini, Dano na Mirni, v Mokronogu Sep, v Šentrupu to je Plasta, potem imamo pa še v Podgradu Plamapur pa Plama Termoplastki, tako da je vse skupaj, ne vem, okrog 800 ljudi, mislim. Imamo pa še nekaj v Bosni, pa v Srbiji, tako da je kar veliko. Kaj delajo te firme, ne bom govoril, vse so poznane. Verjetno bi edin to povedal, da vsem firmam dobro gre, imajo profit, verjetno zaradi tega, ker veliko vlagamo, ker pač jaz razmišljam tako, da tisti denar, ki ga firme zaslužijo, ni moj, ampak pripada firmam in te firme potem, če imajo dobiček, če lahko investirajo naprej, tem lažje živijo. In mislim, da je to najvažnejša stvar, če čemo, da bojo firme dobro šle. Hvala lepa se bi. Ja, dober dan vsem skupaj. Tudi mi smo na nek način družinsko podjetje, smo par let nazaj, oziroma pred približno 130 leti, ko je na eni strani Robert Bosch, na drugi strani pa Werner von Siemens, sta ustanovila podjetje in se začela baviti s poslom. Kot je že bilo rečeno, od leta praktično 1974 je pa ta tovarna v Sloveniji začela sodelovati z koncernom von Siemens z enostavnimi izdelki, kot so bili ročni mešalnik pa enostenska vaga. Po velikih poplavah, ki so se zgodile v Zgornjo-Savinjski dolini v 90-ih letih, oziroma novembra 1990, je pa ta tovarna prišla pod okrilje koncerna von Siemens, ki je številka 1 v Evropi, kar se tiče gospodinjskih aparatov. Moram pa povedati, da smo to tovarno v Sloveniji v zadnjih 10 letih pripeljali, bom rekel, med največje tovarne v Evropi, kar se tiče malih gospodinjskih aparatov. To pomeni, nekjer v Evropi praktično ni takšne tovarne, ki bi naredila toliko različnih številčno izdelkov na tem področju. Kriza nas je nekako preskočila, tako da smo imeli v zadnjih 6 letih pravzaprav zelo veliko rast, da smo nekje 140 milijonov v letu 2006 prišli v lanskem letu na 330 milijonov evrov prodaje. Število zaposlenih smo tudi dvignili, tako da nas je zdaj skupaj v Sloveniji 1200. Ponosni smo pa tudi na to, da smo poleg tovarne, ki še vseeno predstavlja večino v podjetju, preko 80%, vzpostavili v Sloveniji, tukaj v Ljubljani, tako imenovano regionalno centralo za jugovzhodno Evropo, kar se tiče prodaje vseh izdelkov koncerna in pokrivamo poleg tistega klasičnega področja Jugoslavije, zraven še Albanijo in Bolgarijo, in smo na nek način zaokrožili širinsko podjetje z vsemi funkcijami, ki jih je možno in z nekimi skupnimi izzivi gledam naprej. In jaz mislim, da je v podjetju tudi tako zdravo okolje, ki bazira na zaupanju, na poštenem delu, da se nam prihodnosti ni zadati. Hvala. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot je gospa že omenila, smo proizvajalci izdelkov v protieksplozijski zaščiti. Gre za izdelke, stroje in naprave, ki preprečujejo v prostorih, kjer nastaja možnost nastanka eksplozije, to eksplozijo preprečujejo zaradi same konstrukcije izdelka. Malo se čudno sliši, ni pa tako kompliciran. Naše podjetje izhaja iz bivšega rudnika in moram povedati, da gre tle zdaj za neko znanje in izkušnje, ki so se prenašale iz roda v rod, na kar smo mi v Zagorju zelo ponosni. Od leta 1997 delujemo v okviru nemškega koncerna Bartek, ki je vodilni proizvajalec izdelkov v protieksplozijski zaščiti v Evropi. Smo eno izmed njegovih 40 podjetij po vsem svetu. Naš proizvodni program je precej širok.
Prva skupina so elektromotorji v protiekspozijski zaščiti za zunanjo industrijo, druga skupina je elektrooprema za rudarstvo, ki zajema elektromotorje za rudarstvo, ventilatorje, črpalke, stikalno opremo. Tretja skupina predstavlja elektromaterial v protiekspozijski zaščiti. Ta je najbolj širok spekter, tle gre za razvodnice različnih oblik, različnih materialov, razsvetljava, merilno orodje, avtomatizacija in podobno. Četrta skupina pa so inženiring in servis, ta pa nudi kompletne rešitve za ekspozijsko ogrožene prostore. Tudi mi beležimo v preteklih letih visoko rast, v povprečju nekje od 10 do 15% v prodajni realizaciji in v enakem razmerju tudi ustrezen dobiček. Samo za primerjavo, leta 2001 smo imeli približno 4 milijone prihodkov od prodaje in 300 000 evrov dobička. Letos ga ocenjujemo na 17 milijonov prihodkov in 2 milijona evrov dobička. Število zaposlenih se je takrat povečalo iz 100 na 160. Moram tudi reči, da gre v glavnem za ljudi iz našega okoliša, ki so visoko izobraženi in jaz jih zelo cenim. Velik poudarek delamo razvoju in certificiranju. Izdelke, ki jih delamo, smo po regulativi evropski, slovenski ali pa kakršnikoli regulativi zavezani k certificiranju teh izdelkov. Mi se poslužujemo nemških laboratorijev, ki so priznani v deželah Evropske unije. Največkrat gre za nemški inštitut PTB ali DEKRA. Poleg tega smo zavezani tudi za certificiranje samih poslovnih procesov vsake 3 leta. Tle gre za APEX certifikate, kolikor so vam poznani. Poleg teh vseh obveznih certifikatov imamo tudi certifikat ISO 9001 od leta 1996. Kasneje smo pridobili certifikat za okolje 14001 in leta 2003 kot prve podjetje v Zasavju tudi certifikat OHSAS 18001, tle gre pa za varnost ljudi, strojev in za varnost in zdravje v bistvu ljudi, ki so pri nas zaposleni. Mogoče še nekaj v sodelovanju z izobraževalnimi inštituti in šolami. Imamo tesno sodelovanje s fakulteto za elektrotehniko. Mislim, da mi je gospod Zagradišnik, profesor, ne bo zamiral, če njega omenim, ker smo deležni velike pomoči v njegovem laboratoriju, kjer nam s svojimi sodelavci pomaga, da pri raznih meritvah naviti dinamo pločevine, ko se meri izkoristek motorja in nivo hrupa po posameznih motorjih. Dobar dan, lep pozdrav tudi z moje strani. Letošnje leto je za Europlakat zelo pomembno leto, namreč beležimo 20. letnico obstoja. Jaz sem pri Europlakatu 15 let, sem direktor in tudi solastnik. Pri 15 letih, ko sem prišel, nas je bilo 6. Danes nas je več kot 100 skupaj z zunanjimi sodelavci. Promet pa smo v tem času podeseterili. Vesel sem, da smo prejeli te nagrade, namreč oglaševalska dejavnost v tej gospodarski krizi je bila zelo pod udarom. Namreč podjetja so v želji po zmanjševanju stroškov ponavadi začela ravno pri oglaševanju. Kljub temu so nam je uspelo preživeti in rasti in to ravno zaradi uvajanja nekih novih produktov, zaradi mednarodnih raziskovalnih projektov in pa zaradi dobre ekipe. Europlakat je namreč že pred 15 leti pričel z modelom javno-zasebnega partnerstva, kar pomeni, da smo v zameno za pravico do oglaševanja postavili avtobusne nadstreške. Pričeli smo v Mariboru, danes imamo teh nadstreškov več kot 800 pravzaprav v vseh slovenskih mestih. In mislim, da je ta model se pokazal kot zelo uspešen, zato smo leta 2001 bili tudi prvo slovensko podjetje, ki je ustanovilo svojo podružnico na Kosovu, uvedlo sistem javno-zasebnega partnerstva in praktično danes imamo eno malo fotokopijo Europlakata tudi na tem trgu.
Čist na koncu, mogoče da bom predolgo omenil, kot je gospa povedala, sistem bicikl. Skratka, ne ukvarjamo se samo z dejavnostjo kolesarstva, ampak je to tudi javno-zasebno partnerstvo, namreč v sistemu v zameno za brezplačen sistem bicikl na eni strani v smislu tega, da MOL oziroma občina Ljubljana ni vlagala nobenih sredstev, smo dobili določene oglasne površine in v lanskem letu izvedli investicijo v vrednosti slabe 4 milijone evrov, da smo na koncu dobili en produkt, ki ga danes uporablja v slabem letu dni že več kot 27 tisoč uporabnikov, do zdaj pa smo beležili skoraj 500 tisoč izposoj. Sistem je seveda zanimiv tudi zaradi tega, ker ustreza kriterijem trajnostne mobilnosti. Toliko mogoče za začetek. Hvala. Lep pozdrav v mojem imenu, kot rečeno. V letu 1991 in sicer 1. aprila piše v delovni knjižici. Takrat sem začel z dejavnostjo, se pravi, nisem prevzel, ampak sem začel s to dejavnostjo. In v teh letih do danes se nas je zbralo 41 v ekipi. Sodelujemo z različnimi centri znanja, predvsem inštituti, univerzami iz Slovenije in pa nacionalnimi laboratoriji tudi izven Slovenije, kjer pač dobimo potrebno znanje. Akreditirani smo za postopke merjenja na različnih veličinah, predvsem so tu doma fizikalne veličine. Treba je omeniti M&Q akademijo, organiziramo vsake 2 leti organiziramo večje konference, drugače pa normalno pa tečejo 6-7 programov izobraževanja na temo vse, kar je treba vedeti o tehtanju, pipetiranju, dolžini, merilni negotovosti na ostalih področjih. V letu 2010, ko smo se začeli povezovati s centri znanja, predvsem z Inštitutom Jožef Štefan in pa IMT-jem, Inštitutom za kovinske materiale in tehnologijo, smo ustanovili tudi prvo razvojno raziskovalno skupino. No, danes imamo pripravi drugo tako skupino in tu je izvor vseh naših pridobitev, novih postopkov merjenja, kajti leti po pomoči mladih raziskovalcev, njihovih mentorjev in pa naših strokovnjakov v podjetju razvijamo sodobne tako mrostovne postopke, kot pa potrebno infrastrukturo v smislu informacijske podpore. Zdaj vseh doseženih rezultatov seveda na vsak način ne bi bilo brez izrednega tima sodelavk in sodelavcev, ki so motor razvoja in pa pripadnosti našemu podjetju. Se pravi, zaupanje v našem podjetju je cenjena vrednota in pa, se pravi, ključno je delo z našimi odjemalci na tako, bom rekel, doma, kot pa tudi v tujini, kjer smo v preteklem letu pa ustanovili 5 podjetij v 5 državah na področju jugozahodnega Balkana, kjer je tudi, bom rekel, fokus letošnjega dela v letošnjem letu in pa predvsem razvoja, se pravi širitve naše dejavnosti na ta področja. Mogoče toliko z moje strani, sem pripravil za vas tudi nekaj na ključkih in pa opisni obliki, to bude lažje. Hvala lepa. Hvala za besedo, tudi v mojem imenu vse skupaj pozdrav. Prihajam iz podjetja, ki ima 160-letno tradicijo, namreč lansko leto smo slavili 160-letnico. V teh 60 letih je proizvodnja jekla v Štvorah doživljala vzpone in pace, težka trenutka in eno teh težkih trenutkov je tudi leto 2009, ko smo praktično izgubili preko 70% trga in je realizacija napadla v primerjavi z letom 2008 iz 130 milijonov na 45 milijonov, na kar smo uspeli v zadnjih 2 letih najprej dignati na 95 in v lanskem letu še na preko 120 milijonov evrov. Delamo v avtomobilski industriji, to še ne povem nič, ampak lahko vam povem, da obvladujemo 10% evropskega trga proizvodnje avtomobilov, to je pogonskih polvsebin za pogon sprednjih koles.
in pa obvladujemo 35% trga posmeti kamionov, za tisti, ki na vsak dan pijejo kri na avtocestah, ampak ko se bodo peljali, vsak tretji se vozi na smeteh izvedenih štorskega ekla. Podjetje ima 520 zaposlenih. Mi smo v zadnjih 10 letih morali zelo pomladiti število zaposlenih, kajti jeklarstvo, veste, je šlo v zgodovini skozi zelo težke čase, predvsem v zadnjih 20 letih. Mi smo izgubili cele generacije in ogromno znanja, zato smo bili prisiljeni v izredno kratkem času 10 let preko polovico naših zaposlenih dobili na skupno število 320 ljudi, ki so bili takoj smo morali nadomestiti s novimi kadri. To smo uspeli z vlastno štipendijsko politiko, potem z zaposlovanjem mladih, ki smo jih tudi uspešno prešolali, kajti namreč so razpolagali z znanji, ki jih namreč ta slovenski prostor producira oziroma producira malo. In pa istočasno zelo intenzivno sodelujemo z obema univerzama v Ljubljani in v Mariboru, poleg tega tudi z inštitutom za materiale, ki je bil že omenjen, in tudi z zunanjimi inštitucijami, z avstrijskim združenjem jeklarjev, kjer smo združeni tudi jeklarji iz Bavarske in iz Slovenije, in na ta način vidimo svoj življenjski prostor, kajti več kot 70% naše proizvodne izvozimo. In to je tudi naš kruh, namreč jeklo je material preteklosti, sedanjosti in hočeš nočeš tudi bodočnosti. Morda samo še en zanimiv podatek, to je najbolj proizvajan material na svetu, tako je za cementom in v lanskem letu se ga je proizvedlo 1500 milijonov ton ali 1,5 milijarda ton. Od tega pa še en podatek, 50% je izdelano na Kitajsko. Ja, hvala. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Se bojim, da po teh predstavitvah zanimivih dejavnostih ne bom imel toliko zanimivih z moje strani. Verjetno tudi poznate računovodstvo, nekako je težko vam ga predstaviti kot neka grozno zanimiva dejavnost. Tako da morda moji začetki, se pravi leta 1991, računovodski servis, dosti klasičen način, z mamo sva začela. V letu 2003 so se začeli prve spremembe, ker smo hoteli nekaj spremeniti. Bili smo pač eni izmed mnogo, mislim, da je bilo okoli 2000 servisov v Sloveniji, nismo se razlikovali v bistvu ničemer od njih. Zato je bila ustanovljena v letu 2004 Unija, računovodska hiša, z temeljno nalogo, se pravi, narediti nekaj drugače kot vsi ostali, tako da danes lahko rečemo, v čem smo drugačni. Definitivno imamo zelo strokovne storitve, se pravi storitve naše področja, ki so zaupanja vredna, se pravi neka informacija, ki pride z naše hiše, je lahko vsak naročnik prepričan, da je prava, kar težko govorimo za vse ostale. Druga zadeva, naša tehnologija, se pravi informacijska podpora, od leta 2005 uporabljamo brezpapirno poslovanje. V letu 2010 smo tudi kot prvi računovodski servis prejeli certifikat za notranja pravila, ki nam omogočajo to brezpapirno poslovanje. In pa tretja mogoče taka razlika, ki nas razlikuje od ostalih servisov v Sloveniji, je, da smo prisotni na celotni Adriatic regiji, s tem, da imamo svoje podjetje v Bosni, Srbiji in pa na Hrvaškem, potem ko ostala podjetja v ostale države, pa imamo pokrizo preko naših partnerjev. Tako da na enem mestu lahko našim naročnikom nudimo, se pravi za vse te države, na enem mestu računovodstvo za vso to tehnologijo, torej brezpapirnega poslovanja. Mogoče še v letu 2005 smo ustanovili tudi inštitut za računovodstvo, glavna dejavnost učenje, mislim izobraževanje, torej kot temeljna vrednota tudi Unije je izobraževanje oziroma znanje. Smo nekje to prvo organizirali znotraj hiše, potem pa organizirali to dejavnost izobraževanja tudi za znanje. Danes naš inštitut organizira letno nekje okoli 300 dogodkov, predvsem izobraževanja z tega področja računovodstva, tako da ga vršča v bistvu na tem največjega ponudnika izobraževanja za naše področje. Mislim, da je danes še to zadnji pozdrav. Pozdravljam vse prisotne, predsednika gospodarske zbornice in članov komisije.
Najprej mislim, da pripada zahvala, se pravi KZS-ju za organizacijo celotnega tega dogodka. Komisiji, ki je prepoznala našo posebno vrednoto, podjetje X-Lab ni čist klasično podjetje v teh pogledih, novinarjem, ki še vedno sem pa kdaj pogledajo tudi na dobro stran zgodb, niso vedno samo rečemo, negativne in kronične, črna kronika. In še nazadnje moji ekipi, s katero smo začeli podjetje pred 10 leti, to je Jure Pope, ki je drug direktor podjetja, in Damjan Bipan, ki je pa tehnični direktor podjetja. Jaz sem si tukaj mogoče malo drugače predstavil, kaj sem hotel danes povedati. Fokusiral bi se predvsem na inovacije, oziroma kaj je inovativnega v našem podjetju, pa recimo kaj je vizija oziroma tista motivacija, ki nas zbuja vsak jutr in govori, da moramo imeti službo. Kar se inovativnosti tiče, mi se ukvarjamo z IT tehnologijami, razvoj IT tehnologij. En tak primer bi dal, ki bo recimo prisotni mogoče rečemo blizu. Vsi ste po vsej verjetnosti že kupovali na spletnih trgovinah. In v zadnjih parih letih so se v zgornjem desnem kotu pojavljali gumbki, pomoč v živo, live chat, kaj podobno. To ste verjetno vsi opazili. Lahko rečem, da je bil podjetje X-Lab eden prvih, ki je razvil to tehnologijo v globalnem, se pravi na celem svetu. In takrat, ko so meni predstavili idejo, kaj hočem narediti, sem jaz rekel, kaj pa boste s tem, vse tega noben ne rabi. Ne, to rabijo ljudje. Danes praktično na kjerokoli spletno trgovino boste šli, boste videli ta gumb gor. Zdaj pa sama inovativnost podjetja temelji na odprtosti. Predno smo ustanovili podjetje, smo se malo pozanimali, kakšno mora biti podjetje, ki se ukvarja z visokimi tehnologijami. In tukaj nam je pod roke prišla ena knjiga Open Minds, Andy Lowe, ki trdi dve stvari, recimo povzetek, ki smo jih iz knjige povzeli, se pravi, knjiga je malo daljša kot 2 stavka, ampak vse. Prva, da je zelo močna stvar, je kapital podjetja, predvsem IT podjetja, so možgani. Se pravi, inovativnost ljudi. Ljudje so tisti, ki producirajo napram plastičnim industrijam, kjer je potrebno veliko kapitala za to, da se vzpostavi neka proizvodnja. Tukaj je edini kapital, ki ga potrebujejo, so ljudje. In bistvo podjetja je, da dela dobro z ljudmi in z ljudmi, ki so kreativni. Druga zelo, rečemo, pomembna stvar, ki je pa treba potegniti, se pa ljudje so več kot funkcije, ki jo upravljajo. Vsi, ki gremo v službo, je treba tajnico nekaj vprašati, je treba računovodjo nekaj vprašati. Dejansko kar nas pa hoče inovativno okolje učiti, pa ni tajnica. Tajnica je Eva. Se pravi, Eva je človek, ki je več kot tista funkcija, ki jo upravlja. In se pravi, takrat, kad Eve ni v službi, nas ne zanima, kdo bo zdaj namesto mene upravil to pa to, ampak kaj se je zgodilo, zakaj je ni bilo. In ta oseben pristop k ekipi, s katero delaš, se mi zdi, da je ključnega pomena za to, da danes uspeš v globalnem svetu. Še ena stvar, ki jo mogoče tukaj izpostavil, je pa recimo način gledanja na delo. Jaz sem bil na enem, rečemo, izven šolskem izobraževanju, saj na fakulteti se teoretiko kdaj kaj zanimivega naučijo. In se spomnim profesora, ki je razlagal, da inovativni ljudje jih ne moreš topati na, recimo, na prisotnost na delu, ali sedi za mizo, ne. Je rekel, kdaj inovativen človek bistveno bolj dela, kad gleda čez okon, kot pa če sedi za računalnikom. In v našem poslu je to še posebej res. Jasno, imamo vse te klasične elemente dobrega podjetja, oziroma se trudimo biti tako dobri, kot vsi ostali, in poskušamo podelati tudi dobre prakse od drugih podjetij. Zdaj pa mogoče malo vizijo oziroma moto podjetja, zakaj mi delamo to, kar delamo. Jaz sem hodil še v srednjo šolo, ki se začetkom sedla, se pogovarjala, kam ne grem na faks, je rekel, karkoli se boš odločil, gledaj, to, kar boš delal, je tisto, kar te najbolj veseli v življenju. Zakaj? Zato, ker 8 ur, mislim, ko si v službi, 8 ur je tisti čas, ki lahko samo razporediš časom.
Se pravi, če se odločiš za to, da greš na faks, kjer bo dobra plača ali pa kakšni drugi motivi, si se mogoče, rečemo, malo uštev, ker boš pol 35-40 let hodil v službo, zaradi nečesa, ker te mogoče sploh ne veseli. In to motivacijo mi poskušamo v podjetju pač vzdržati, se pravi, da hodimo v službo, zato ker nas delo veseli, ne pa zaradi tega, ker bi bilo to najbolj plačeno delo ali pa kakšne druge stvari. Še enkrat bi se zahvalil komisiji za nagrado gospodarske zbornice in s tem bi jaz zaključil.